Branko Tamše, pred vami je naslednja tekma, tretja tekma Seha lige. Včeraj gostovanje v Velenju, zmaga z enim zadetkom razlike, težka zadeva, torej dve tekmi v parih dneh, na drugi strani Tatran Prešov, kateremu se podajate, brez tekme v tem tednu. Kakšne so pričakovanja pred gostovanjem na Slovaškem? Ja, vsekakor vse te besede, ki ste jih povedali, držijo. Se pravi, mi se na Slovaško odpravljamo z eno lepo zmago, ki smo jo dosegli v največjem slovenskem derbiju v Velenju, in seveda si želimo te dobre občutke prenesti tudi na teren v Prešovu. Zavedamo se tudi moči Prešova, še posebej na njihovem terenu. To smo videli tudi ob koncu tedna v kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakov, kjer so domačini iz Prešova slavili, in seveda bomo dobro analizirali vse njihove dobre stvari in pa slabe in poskusili nekako na igrišču narediti vse, da pridemo tudi iz drugega zaporednega gostovanja v Prešovu neporaženi. Zavedamo se težke tekme, ampak enostavno razmišljamo o zmagi in tako bomo tudi šli v ta dvoboj. Kaj so tiste zadeve, ki ste jih videli včeraj oziroma ki si jih želite do gostovanja v Prešovu popraviti, torej glede na videno včeraj? Ja, sigurno, da želimo nekako obrambo dvigniti še na višjo raven. Iz tega bojo izhajali tudi naši znameniti protinapadi, ki smo jih včeraj v prvem polčasu že nekaj videli, nažalost v drugem ne, in to je stvar, na katero se skozi opozarjam in bom tudi precej pozoren na njo. Poleg tega si želim, da bi bila igra tekoča v napadu, tako kot je bila v dobrem delu prvega polčasa. Potem se nam je, kar se tega elementa tiče, v drugem polčasu malce zalomilo in to je treba nekako uravnotežiti skozi vseh 60 minut, in če bo tako, potem bo tudi rezultat pozitiven za nas. Na igrišče se je vrnil Žiga Mlakar, dodal še nekaj širine. Kako ste videli njega kot tistega, ki je sedaj dodaten kamenček na igrišču, in kaj lahko pričakujemo na naslednjih tekmah z njegove strani? Ja, vsekakor Žiga je po 2 mesecih odsotnosti in bom rekel po dobrem tednu treninga z žogo, z ekipo, lepo se priključil ekipi, dosegel tudi 3 zadetke v prvem polčasu. Vidi se še, da nekako se še lovi oziroma da išče občutke oziroma minute na igrišču. Tako bo tudi v prihodnje, se pravi nekakšno doziranje, določene minute, ki mu bodo sigurno namenjena, in verjamem, da bo pomagal ekipi, predvsem z svojim učinkom, in pa tudi, da bo razbremenil vse ostale rokometaše. Branko Tamše, hvala in srečno.